Po uvodnem prispevku o veliki nagradi Kanade je prišel čas novega, tistega pred kvalifikacijami, kjer bom skušal na hitro risati razmerja moči na progi, moje občutke, kako vidim zadeve, tehnične zanimivosti in še kaj drugega se bo našlo. Začnimo. Kot je bilo napovedano, je prišlo do menjav pogonskih sklopov na ekipah, ki imajo Mercedese. Zamenjali so motor z notranjim izgorevanjem, turbino in MGUH. Podobno se je zgodilo tudi pri Ferrariju, zamenjali so le turbino in MGUH, a to je bilo skladno z napovedi. Tudi mnogi vozniki imajo nove menjalnike, kar pa je skladno s pravilnikom, kajti ti morajo zdržati 6 velikih nagrad. Edini, ki bo dobil kazen, je Antonio Giovinazzi, kateri je imel nesrečo, dotaknil se je zida in uničil svoj menjalnik. To je spet kazen za tega italijanskega voznika, kateri letos ne dokaže tistih rezultatov, od katerih vsi od njega pričakujemo. A vrnimo se na dogajanje na progi. Presenečenja ali niti toliko ne, visoke temperature asfalta in težave z najmehkejšo mešanico pneumatik. Te so zgubljale oprijem po razmeroma majhnem številu krogov, gre pa pravzaprav za to, da vsaka pneumatika deluje v točno določenem temperaturnem območju. Mehkejša kot je ta, nižja je temperatura delovanja. Temperatura asfalta je bila okrog 50 stopinj Celzija. V uvodnem delu sem že povedal, da ta proga sama po sebi omogoča višje temperature pneumatik in mnogi vozniki so se pritoževali, da so izgubljali oprijem. Na njihovih pneumatikah so se začeli pojavljati tudi določeni negativni pojavi. Največkrat je bil omenjen graining ali zrnjenje in mnogi se sprašujejo, kako bo situacija s pneumatikami na dirki. Sam sem pogledal situacijo, ki je bila v lanski sezoni, kjer so bile mešanice na razpolago voznikom pravzaprav primerljive s tistimi, kar smo jih videli danes. Edina razlika je ta, da najtrša je bila lani Supersoft, katere letos nimamo ekvivalenta, namreč tista, ki je letos Hard C3, je nekako lani primerljiva s tisto, ki je bila Soft. Vsekakor bo na teh kvalifikacijah zanimivo gledati, kaj se bo zgodilo na Q2. Namreč, lani so vodilna moštva ta del kvalifikacije napravila na tisti srednji mešanici. Enako pričakujem letos in samo z eno menjavo ni nobenih težav priti do konca. Edino vprašanje je pri Ferrariju, kajti stavili so ogromno na to srednjo mešanico in najtrših pneumatik ima vsak voznik lepo en komplet. To ni nič takega, ampak lahko jih bojo uporabili le na dirki, brez imeti nobenega občutka na progi, na prostih treningih, kako se le te obnašajo, kajti mislim, da se vsi strinjamo, da je zelo nespametno, da bi na dirki uporabljali pneumatike, ki so bile že rabljene. Poleg tega smo videli na prostih treningih kar nekaj dotikov zidu. Najbolj, bomo rekel, opazni so tisti, ki smo jih videli pri Lewisu Hamiltonu in Maxu Verstappenu. Nič tragičnega. Proga je v navednicah ali v žargonu zelena, to se pravi, pneumatike niso še naložile zadosti gume v asfaltu, da bi leta imel več oprijema. Je še en dokaz, kako je proga brez tistega pravega oprijema, kako na maksimum vozijo vozniki in konec koncu podobne težave je na primer imel Sebastian Vettel v Monaku. Edini problem je, da oba ta voznika nista mogla izkoristiti časa v drugem prostem treningu, da bi opravila ta svoj program, da bi dobila zaupanje, tudi, bom rekel, osebno zaupanje v progo, določitev tiste meje, do kje gre, od kod naprej pa ne gre več. In upam, da bosta te občutke nadomestila predvsem v tretjem prostem treningu. Poleg vsega je treba tu omeniti še zanimivost. Pri Red Bullu so pokazali kar nekaj različnih opcij, ki smo jih videli na njihovem bolidu, predvsem na S-daktu, na tej čutni strukturi, ki jo vidimo na nosu bolida, na difuzorju in na zadnjem profilu.
Izgleda, da pri Red Bullu iščejo rešitev, kako bi svojemu pogonskemu sklopu kar čim bolj pomagali na ravninah in kar je meni osebno še bolj zanimivo, po veliki nagradi Monaka, kjer smo videli, da so zaprli to režo na tem smrčku na konici nosa bolida, se ta zopet ni pojavila, še zmeraj je zaprta, čeprav gre za čisto drugačno progo. Zanimivo bo videti, kajti tudi na prostih treningih smo videli, da sta voznika rabila obe možnosti in upam, da jim bo to uspelo, pa da bomo videli razburljivo dirko, kjer bo več voznikov se dajalo eden med drugim, kdo bo boljši. Kar je bilo že nekako pričakovano, je, da so ta razmerja moči se nekako zbližala, ekipe so si dosti bližje in čeprav smo na drugem prostem treningu videli rahlo prednost Ferrarija, saj kar se tiče tistega enega kroga, tiste kvalifikacijske forme, smo videli na tisti simulaciji dirke prednost Mercedesa, a tu je treba poudariti to, da jo je Mercedes napravil z najtršo možno pnevmatiko. Kot sem rekel, dosti bo odvisno tudi od kvalifikacij samih in tu ne samo med prvimi ekipami, kajti zanimivo bo videti, ali bo katera izmed ekip izbrala nalašč, da se bo kvalificirala po 10. mestu, kajti ukolikor ne pride v Q3, ima prost izbor pnevmatik, na katerih začne dirko. Pohvalil bi tu izjemno formo McLarena, kateri se počasi dviguje in iz dirke v dirko pokaže zmeraj nekaj malega več, zmeraj nekako bolj konstanten bolid, zmeraj bližje tistim največjim. Niso zastonj četrta sila v tem prvenstvu. Seveda, kot sem povedal, na kvalifikacijah bo zanimivo, štart bo zanimiv, ukolikor se bo kdo odločil rabiti soft pnevmatiko na začetku dirke in se bojo temperature skladno z napovedmi še zvišale, nisem prepričan, da bo možno dirko opraviti samo z enim postankom, možnost bo tudi dveh, a mislim, da bo ta izbor rahlo prepočasen, ampak po kvalifikacijah bomo videli točno, kaj Pirelli predlaga za to dirko. Hvala za vašo pozornost, vidimo se v naslednjem prispevku po kvalifikacijah.